Izstopajočima filmoma iz prvega dela festivala, črno-belemu filmu Ceste očetnjava Pavla Pavlikovskega o Tomasu Mannu in njegovi družini v posebnem trenutku v letu 1949 in meditativnemu razmisleku o stanju sveta skozi pogled gledališke režiserke in ravnateljice Doma za ostarele v japonskem filmu Nenadoma Ryusukeja Hamagučija sta se pridružila še dva. V Franciji živeči ruski režiser Andrej Zvjagincev je Šabrolov ljubezenski trikotnik iz filma Nezvesta prestavil v Rusijo, posodobil in predelal izviren, izjemno močan protivojni film. Minotaver je slika ruske družbe, njenih elit, korupcije na predvečer vojne v Ukrajini. Seveda je nekako izgubil povezavo s domovino, a film Minotaver govori o letu 2022 in točno vemo, o čem govorimo. Izjemen in avtorsko prepričljiv je tudi film Fjord romunskega režiserja Kristjana Mundžuja, ki postavi ogledalo sodobni družbi s prikazom dveh skrajnosti. Ultrakonzervativne protestantske družine, ki se iz Romunije preseli na Norveško, in superangažirane nevladne skupine, ki skrbi za zaščito otrok pred nasiljem staršev. Živimo v izjemno razdeljeni družbi, v kateri se ljudje ne trudimo več, da bi razumeli tiste, ki razmišljajo drugače. Zagotovo pa o vseh 4 filmih razmišlja žirija. Vsi so med možnimi nagrajenci sobotnega večera.